Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Cenjene Gorenjke, spoštovani Gorenjci, 7. avgust je praznik občine Kranjska Gora. To je dan, ko je Jakob Aljaž 7. avgusta 1895 postavil Aljažev stolp na vrhu Triglava. In prav ta dan si je občina Kranjska Gora izbrala za svoj občinski praznik. Na ta dan vsako leto pred trgom pred cerkvijo poteka osrednja prireditev, kjer županja Henrika Zupan podeli najbolj zaslužnim občanom priznanja. Letošnji zlati grb prejme Metka Keren Trček, priznanje pa Klavdija Gombovc in Franci Teraš. Za zabavo pa bo letos poskrbela Gorenjka Helena Blagneh. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izbavljaš iz bliskih krajan. Po lepi vročini na storme vrhe, na tam si spočinjem samotnih srce. Dober večer, Kranjska Gora. Spoštovane občanke, spoštovani občani Kranjske Gore, nagrajenki, nagrajenec, cenjeni gostje. 7. avgust je kranjskogorski praznik in prav letos je še posebej zanimivo in omembe vredno okroglo leto. Mineva 30 let, odkar je Kranjska Gora samostojna občina. In drugi jubilej, 130 let, odkar na Triglavu stoji opevani Aljažev stolp. Vrh Triglava je bil prvič osvojen 25. avgusta 1778. Dovški župnik Jakob Aljaž, čigar 180-letnico rojstva smo slavili 6. julija, pa je za 1 goldinar kupil vrh Triglava. In 7. avgusta 1895 je tam stal Aljažev stolp. In to je vzrok za praznovanje občine Kranjska Gora. Jakob Aljaž je tudi odkril pesem radgonskega duhovnika, pesnika in prevajalca Matija Zemljiča Slavina. Uglasbil je in prvič je bila izvedena 22. avgusta pred 130 leti ob uradnem odprtju Aljaževega stolpa. Vzrokov za praznovanje torej ne manjka in ne zmanjka. Še manj iztočnic za slavnostni govor županje občine Kranjska Gora, gospe Henrike Zupan. Gospa županja, izvolite, beseda je vaša. Drage občanke, dragi občani, spoštovani gostje, cenjeni nagrajenci in ostali navzoči, prav lepo pozdravljeni na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku občine Kranjska Gora. Ponosna sem, da vas lahko kot županja pozdravim ob 30-letnici samostojnosti naše občine, kar je vsekakor izjemna čast in posebno veselje. Kmalu zatem, ko smo se kot slovenski narod odločili za samostojno državo, smo tudi naši dolini zagotovili avtonomijo pri upravljanju naših lokalnih zadev. To, da lahko sami odločamo o ureditvi, razvoju našega kraja je temeljnega pomena in na to smo lahko zelo ponosni. Sami smo namreč tisti, ki se najbolje zavedamo potreb naših krajev, ki jih zaradi vpetosti vanje lahko tudi najbolje urejamo. V širšem smislu nad delovanjem naše občine bdijo župan, občinski svet, občinska uprava. V ožjem pa smo nosilci te odgovornosti vsi občani, ki s pomočjo krajevnih skupnosti in drugih iniciativ skrbimo za usklajen razvoj naše občine. V teh 30 letih naše avtonomije smo zgradili moderno občino z urejeno komunalno infrastrukturo in s kakovostnimi družbenimi storitvami. To zagotavlja varno okolje za veselo odraščanje naših otrok in za spokojno preživljanje starosti naših občanov. Navkljub dobrim izhodiščem nas tudi v prihodnje čaka še veliko izzivov.
Od usklajevanja naravne in kulturne dediščine s stalno razvijajočim se turizmom do ohranjanja identitete krajev skozi prostorski razvoj. Kranjska Gora predstavlja močno gospodarsko okolje. Zelo pomembno pa je, da smo ohranili največji zaklad, to je naše prečudovito naravno okolje. To, da živimo v najlepši dolini, je eden izmed razlogov za ponos, razlog za veselje zaradi tega privilegija, ki ga lahko uživamo. Vendar nam ta zaklad seveda prinaša tudi velike izzive, nalaga pa tudi posebno odgovornost. Zaradi lepot naših krajev smo tudi tarča izjemno močnih pritiskov. Srečujemo se z velikimi interesi, kar od nas terja še posebno pozornost. Da bi nalogo zaščitnikov našega okolja uspešno upravljali, pa je najbolj pomembna naša enotnost. Samo skupaj nam lahko uspe. Bistveno za naš uspeh je, da skozi spoštljiv dialog ves čas gradimo trdnost naše skupnosti. To je tudi temeljno vodilo mojega županovanja. Samo enotni in povezani bomo namreč zmogli obvladati vse te interese in vse pritiske ter pred njimi zaščititi našo dolino. To terja posebno potrpežljivost pri vodenju občinskih zadev, a vsekakor to postavljam na prvo mesto na čisto vsakem koraku našega dela. V teh nekaj letih županovanja sem spoznala, da naša naloga v občinski hiši ni samo skrb za infrastrukturo in družbene dejavnosti, kot je to v večini drugih občin. Temveč smo v Kranjski Gori v občinski politiki najprej varuhi tega lepega naravnega zaklada, ki nam je zaupan, in varuhi tradicije, ki smo jo podedovali. Včasih ljudje od drugod ne razumejo našega poudarka, ne razumejo, da mi na naše okolje ne gledamo samo kot lastniki, ampak kot skrbniki. To je povsem drugačen pogled in zaradi tega moramo postavljati jasna pravila obnašanja pri nas. Preveč pogosto se zgodi, da so obiskovalci ali investitorji, da se ne zmenijo za lokalne ljudi, ne zmenijo za ohranjanje narave. Zavedamo se, da je skrb za gospodarsko podlago našega kraja pomembna naloga in da je turizem najpomembnejša gospodarska panoga. To je jasno vsem. Zato smo pri nas gostoljubni in veseli smo gostov in obiskovalcev. Želimo pa, da tudi obiskovalci in turisti cenijo naše vrednote in ljudi. To je tudi sporočilo marketinške kampanje, ki jo je pripravil naš turizem Kranjska Gora s sloganom Dobrodošli, uživajte, spoštujte. Zaradi gospodarskega razvoja smo odprti tudi za investitorje, ki k nam prihajajo do vse povsod. A tudi tu želimo, da investitorji spoštujejo naše predpise, varujejo kulturno in naravno dediščino in ne gledajo zgolj na dobiček. V tem mandatu smo se z ekipo na občini, poleg investicij, ki jih na tem mestu ne bom naštevala, občane pa o njih mesečno obveščamo, veliko ukvarjali z urejanjem strateških dokumentov, z urejanjem temeljnega delovanja. Gre za skoraj nevidno delo, pri katerem se res ne reže trakov, a je vsekakor nujno in brez tega ni mogoče nadzorovano usmerjati razvoja. Javnost tega mogoče ne opazi, a ravno to strateško delo je nujen predpogoj, brez katerega ni mogoče doseči tistih korakov, ki so bolj vidni. Med takimi projekti naj omenim občinski prostorski načrt, kjer moramo nadoknaditi zamujeno in počasi prehaja v sklepno fazo. To je izjemno zahteven projekt za vsako občino, še toliko bolj za našo, ki je tako občutljiva z vidika posegov v prostor. Pripravljamo seveda stanovanjsko strategijo, sprejeta je bila strategija turizma, celostna občinska prometna strategija in seveda je tu še vrsta zastarelih odlokov in pravilnikov, ki smo jih morali osvežiti, prilagoditi in uskladiti z zakonodajo, zato da lahko uresničujemo našo pravico, lokalno avtonomijo. Samo tako lahko dejansko dosežemo tisto, s čimer sem začela ta govor, samostojno urejanje naše medsebojnosti v občini Kranjska Gora.
Vsi ti dokumenti urejajo naše sobivanje in ponosna sem na vse sodelavce in seveda na občinske svetnice in svetnike, ki so v teh letih opravili pomembno delo, brez katerega ne moremo govoriti o lokalni samoupravi. Vsako leto ob občinskem prazniku najbolj zaslužnim podelimo nazive in priznanja. Letos imamo 3 nagrajence in vsak izmed njih je po svoje predan našim krajem. Zlati grb občine Kranjska Gora za prispevek na kulturnem področju prejme gospa Metka Keren Trček, priznanje občine Kranjska Gora pa prejmeta gospa Klavdija Gomboc in gospod Franci Teraš. Vsem nagrajencem iskreno čestitam. In če sem govor začela z okroglimi 30 leti samostojnosti naše občine, naj ga zaključim z drugo obletnico, ki izkazuje našo tradicijo, naše domoljubje, našo pripadnost tem prečudovitim krajem. Letos obeležujemo 130 let postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Prav Jakob Aljaž je navdih za vse, kar sem danes želela izpostaviti. Navdih za nas, varuhi tega naravnega zaklada. Navdih za nas, ki nas pri našem delu vodi domoljubje in skrb za tradicijo naše skupnosti, skrb za našo dediščino. Njegova vizija in podvig, ki ga je pred 130 leti opravil s svojimi kolegi, naj bo simbol vsega, kar nas drži pokonci in kar nas drži skupaj. Takrat je bilo njihovo dejanje še toliko bolj pomembno za ohranjanje slovenstva v pogojih tuje nadvlade. Danes živimo v svoji državi, danes sami skrbimo za urejanje svojega bivanja v občini Kranjska Gora. Hvaležna sem vam, da ste mi pred leti zaupali to odgovorno nalogo in to veliko čast, da lahko vodim našo skupnost. Zahvaljujem se vam za to zaupanje in za vso podporo pri tej pomembni nalogi. Iskrene čestitke za naš praznik in vse dobro vam želim. Iskrena hvala gospe županji za ta vzpodbuden pogled v prihodnost. Povedala je, kaj je bilo in kaj bo. Ja, naša gostja slavnostnega večera, Helena Blagne, pa prihodnost prepušča usodi in pravi, kar bo, pa bo. Dame in gospodje, Helena Blagne. Me veseli, da sem danes v vaši prijetni družbi, še posebno zaradi namena današnje prireditve čestitke ob 30-letnici. Jaz pa letos praznujem 40 let svojega glasbenega ustvarjanja, tako da 10 let vodim. Zdaj pa kar bo, pa bo samo za vas. Spet se zlatijo polja, vse je kot takrat, ko si prvič me objel. Le moja dlan sameva, kot bi čuvala tvoj dotik za lahko noč. Vsak nov večer se vprašam, me boš prepoznal, ki v množici ljudi. Spet se na dan zanašam, da odnese noč, zjutraj vedno manj boli. Vse naprej gre, jaz pa ne, kar bo, pa bo. Življenje vedno prav izbere in vedno bo ljubila tebe za naprej in za nazaj. Kar bo, naj bo, še luči prižigam zate, še potihem čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. Kar bo, pa bo, življenje vedno prav izbere in vedno bo ljubila tebe za naprej in za nazaj. Kar bo, naj bo, še
luči prižigam zate, še potihem čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. La 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 ri 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 ri. Spet se zlatijo polja, leta tečejo mimo mene brez obljub. Vse bi lahko imela, če bi zmogla to, kar je zmogel tvoj poljub. Vse naprej gre, jaz pa ne, kar bo pa bo, življenje vedno prav izbere. In vedno bom ljubila tebe za naprej in za nazaj. Kar bo, naj bo, še luči prižigam zate, še potihem čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. Kar bo, pa bo, življenje vedno prav izbere. In vedno bom ljubila tebe za naprej in za nazaj. Kar bo, naj bo, še luči prižigam zate, še potihem čakam na te, še sem tu za vsak slučaj. Še sem tu za vsak slučaj. Kar bo, pa bo. Hvala lepa. Kar bo pa bo, mi vemo, kaj bo. V naslednjih minutah bo gospa županja podelila priznanja. In sicer lahko rečemo, da smo mi luči prižgali za naše nagrajence. Gospa županja, prosim, pridružite se mi na odru. Najprej bo županja podelila 2 priznanji občine Kranjska Gora. Torej, prejemnik priznanja občine Kranjska Gora je Franc Teraš. Spremljam, v kakšnem tempu je prišel na oder. Obrazložitev bomo slišali za uvod. Franc Teraš iz Mojstrane je gorski reševalec, alpinist, tekač, smučarski tekač, maratonec, aktivni član kluba gorskih tekačev Papež iz Kamnika, član planinskega društva Dovje Mojstrana, član društva upokojencev Mojstrana, član ekipe, ki ureja planiške skakalnice. Je pionir gorskega teka v Sloveniji, večkratni državni prvak, reprezentant Slovenije na 15 svetovnih prvenstvih z najboljšim slovenskim rezultatom doslej, 7. mestom. Franci Teraš je organizator 16 triglavskih tekov po Triglavskem narodnem parku. Leta 2015 je bil organizator poskusnega in v letu 2017 pravega gorskega maratona 3 dolin. Je član ekipe gorskih reševalcev, ki so 12. junija leta 1991 izobesili zastavo na vrhu Triglava. Član nosilcev olimpijske bakle leta 2021 in 2024. Član ekipe Kranjske Gore v igrah brez meja. Bivši kondicijski trener v teniškem klubu Top 10 v Mojstrani. Franci Teraš ima zasluge pri rekordu, ki sta ga Marjan Zupančič in Katja Kegel dosegla na slovenski planinski transverzali. Sodeloval je pri zgodovinskem gorniškem potopisnem projektu Viharnik z roba 100 let skalašev.
Je prejemnik zlatega in srebrnega znaka Gorske reševalne zveze Slovenije, priznanja za 40-letno življenjsko delo v Gorski reševalni zvezi Slovenije, prejemnik bronastega in srebrnega častnega znaka Planinske zveze Slovenije, prejemnik spominske medalje Republike Slovenije, prejemnik priznanja Zveze za gorske teke Slovenije, prejemnik priznanja Rdečega križa Slovenije za 50-krat darovano kri. Franci Teraš je torej lastnik številnih kolajn, priznanj, plaket. Nemogoče je, da bi vse našteli v današnjem večeru. Je največja legenda gorskega teka v Sloveniji z več kot 40-letno kariero. Nekaj pa imata skupnega s Heleno Blagne. Je ponosen Mojstrančan izpod Triglava, ki rad poudari, da je v tujini izredno cenjen kot človek in kot športnik, in zdaj mu mi dokazujemo, da ni spregledan in pozabljen, seveda doma. To dokazuje občina Kranjska Gora na današnji slovesnosti in v znak zahvale in spoštovanja Franciju Teražu izroča priznanje občine Kranjska Gora. A pritečete še do mene? Franci Teraž ali Teražov Frank, kot mu pravijo v Mojstrani. Kaj vas tera? Ali lepše, kaj vas je pognalo v ta neustavljiv tek, da tečete že 40 let? Ja, kot rekel, hribi, narava, ljudje, pač športa se bavim že od majhnega, od 13 leta, in dobesedno sem zasvojen s tem športom in rad uživam. Tudi sedaj še kar tekmujem, pa hodim po hribih, ker praktično sploh ne morem nehati, ker sem tako navajen. Najlepša hvala za to priznanje, res sem počaščen, izredno. Iskrene čestitke. Ja, naj prevedem tole, kaj vam sporoča tole priznanje in tale aplavz občinstva. Nikar ne nehajte. Še naslednjih 40 let. Tudi Helena pride še enkrat. Čez 40. Naslednja prejemnica priznanja občine Kranjska Gora je Klavdija Gomboc. Najprej prisluhnimo obrazložitvi. Klavdija Gomboc je že od leta 1999 aktivna članica v turističnem društvu Kranjska Gora. Od leta 2003 pa sveta zavoda Turizem, ki ga je nekaj let tudi vodila. Od leta 2004 je sodelovala pri številnih evropskih projektih in bila s sodelavci na RTC tudi uspešna pri pridobitvi nepovratnih sredstev EU za izgradnjo sedežnic Podkoren, Vitrancena in Kekac. Klavdija Gomboc je pobudnica in sooblikovalka mnogih projektov v Kranjski Gori, kolesarskega parka, notranjega otroškega varstva, zunanjega otroškega igrišča na smučišču, trim steze Drčev Rut, pustnega veleslaloma, blagoslova motorjev, nočnega sankanja, novoletne okrasitve, alpske vasice in še mnogih projektov. Je glavna organizatorka Kranjskogorske desetke in kolesarskega vzpona Juriš na Vršič ter kresovanja v Kranjski Gori. Se opravičujem. Klavdija je dolgoletna vodja protokola pri pokalu Vitranc, sodelovala je tudi pri protokolu v Planici. Imenovana je bila v različne delovne skupine pri pripravi zakonodaje na področju žičničarstva, strategije slovenskega turizma,
Od leta 1999 je sodelovala tudi pri vseh pripravah in sprejetjih turistične strategije za občino Kranjska Gora. Sodelovala je v različnih in številnih projektnih in delovnih skupinah, ki so oblikovale turistično gospodarstvo v občini, regiji in državi. V sezoni 2007-2008 je prejela priznanje najžičničarka Slovenije kot edina predstavnica ženskega spola v dolgoletni zgodovini podeljevanja tega priznanja. Klavdija Gomboc je od leta 2012 tudi predsednica marketinške komisije v Zbornici gorskih centrov Slovenije in podpredsednica Združenja slovenskih žičničarjev. Leta 2012 je prejela priznanje Gorenjske turistične zveze za njen doprinos k razvoju turizma na Gorenjskem. Neštetim laskavim priznanjem pa se pridružuje tudi priznanje domače občine, priznanje občine Kranjska Gora. Tudi en klepet. Žičnica ne vozi sam, ampak bo takole. Kolesari, smučari vseh generacij, trimčkari, sankači, tekači, motoristi, turisti. Klavdija, vsi bi vam zdajle namenili en gromek aplavz. Priznanja so odsev vašega dela, vašega znanja. Veliko laskavih priznanj smo našteli. Kaj pa priznanje, ki ga prejmeš doma? Kakšno veljavo ima ta? Najlepša hvala vsem podpisnikom, občanom občine Kranjska Gora. Hotela sem dopolniti Francija prej, da je priznanje najtežje dobiti v domačem kraju, je pa seveda najlepše. Ja, dvema priznanjema občine Kranjska Gora zdaj dodajamo glasbo in kam se odpravljamo z našo gostjo Heleno Blagne, kar rizičen bo tale pohod. Gremo na dež. Dež. Bila kot sonce, ki sveti zate, sem daleč vroča, bleščeča. Vse dneve svoje si gledal vame, sežgala sem ti oči. Tesno obeta lebdiva v sanjah, nad blatnim poljem cvetočim. In cvet najlepši dišal bo zame, tako kot tvoje telo. Naj pesem neba usuje, na najino se ljubezen. Kot kaplje dežja sreče, ki padajo dan na dan. Bila kot sonce, ki sveti zate, sem daleč vroča, bleščeča. Vse dneve svoje si gledal vame, sežgala sem ti oči. Tesno objeta lebdiva v sanjah, nad blatnim poljem cvetočim. In cvet najlepši dišal bo zame, tako kot tvoje telo. Naj pesem neba usuje, na najino se ljubezen. Kot kaplje dežja sreče, ki padajo dan na dan. Naj pesem neba usuje, na najino se ljubezen. Kot kaplje dežja sreče, ki padajo dan na dan. Para, 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 para. Naj pesem neba usuje, na najino se ljubezen. Kot kaplje dežja sreče,
ki padajo dan na dan. Naj pisem neba usuje, da naj nose ljubezen, kot kaplje dežja sreče, ki padajo dan na dan. Para, para, para. Para, para, para. Tiririta. Še eno praznično kapljo bomo dodali nocojšnjemu slavnostnemu večeru. Še eno priznanje, to bo zlati znak občine Kranjska Gora. Prejemnica je Metka Keren Trček. Metka Keren Trček je neumorna kulturna delavka. 9 let je bila predsednica, 3 leta podpredsednica, od leta 2018 pa tajnica KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana. Soavtorica kronike ob 100-letnici in avtorica zbornika ob 110-letnici društva. Metka Keren Trček je nepogrešljiva, dragocena zunanja članica več sekcij in društev. Njeni so večeri z olimpijci, alpinisti, literati, slikari, snovalci kulturne dediščine. Tedaj in še danes si prizadeva potegniti iz senc preteklosti olimpice, planinske vodnike, znamenite domačine, pripovedke, kulturno dediščino, zgodovino kraja. Kot razredna učiteljica je sodelovala v projektih pri pouku, na šolskih prireditvah, razstavah ter na odru kulturnega doma. Vodilo jo je pravilo, da kdor pozna in ljubi svoj domači kraj, bo znal spoštovati vse svetovno kulturno bogatstvo. Tomaž Pšenica je zastavil projekt Poiščimo korenine naših krajev, pri katerem je Metka njegova desna roka. Ekskurzije s polnimi avtobusi domačinov sta pripeljala čez zavidljivo številko 30. S Francetom Vogo sta po triglavskih pravljicah Mirka Kunčiča poustvarila triglavske pripovedke. Metka je nepogrešljiva pri skupini za ročna dela. Zdenko Taler sta leta 2017 ustanovili skupino Jutranja telovadba 1000 gibov, ki jo vodita z Mirom Ražmanom vsako jutro na trgu Olimpijcev. Pri društvu upokojencev Mojstrana vodi skupino kolesarjev. 2 desetletji sodeluje pri dejavnosti Župnijske Karitas Dovje in odboru Župnijskega pastoralnega sveta Dovje. V Slovenskem planinskem muzeju je članica bralnega kluba. Skratka, Metka Keren Trček je ohranjevalka vrednot, domoljubja, slovenskega jezika in zgodovinskih dejstev ter vsega, kar nas dela boljše. Zato je Metka Keren Trček zaslužna prejemnica Zlatega grba občine Kranjska Gora. Tisoč gibov ne bo potrebnih, nekaj pa, da pridete do mene. Gospa Metka, ohranjevalka vrednot vsega, kar nas dela boljše. Kaj menite, ali nas priznanja, nagrade, ali naredijo človeka tudi boljšega? Tako pomembna niso priznanja, nagrade, denejo pa dobro. Drugače pa lahko rečem, da mi je bila kultura položena v zibko. Tako da se s posebno ganjenostjo nocoj spomnim svojega očeta. Vseh pa zraven tudi seveda vseh sodelavcev, ki v sedanjem trenutku, ki so prava dragocenost v sedanjih časih. Povezujmo se, držimo skupaj, jaz sem za to. Upam, da tudi vi. Iskrene čestitke prejemnici Zlatega grba. Zdaj skladba za vse nagrajence, za vse, ki smo se zbrali na tej slovesnosti občine Kranjska Gora. Helena Blagne tretjič,
tako rekoč tretje dejanje Helene Blagne, to bo arija iz tretjega dejanja Verdijevega Nabuka, Va pensiero, splavaj misel na krilih kipečih. Hvala lepa. Ja, Helena ostaja z nami in z njenimi uspešnicami. Podelili smo priznanja, zdaj pa je to še darilo občine Kranjska Gora, tako rekoč ob občinskem prazniku. Ja, Helena preprosto sodi v ta slavnostni večer, ki opeva jubileje. Za vse tiste, ki ste se nam kasneje pridružili, naj še enkrat ponovim. 180-letnica rojstva Jakoba Aljaža, 130-letnica Aljaževega stolpa, 30 let občine Kranjska Gora, 40 let kariere Helene Blagne, smo že ugotovili, z nagrajencem Francijem Teražem slavita enak jubilej. Nista konkurenta, vsak na svoji progi tečeta. Franci ostaja največja legenda gorskega teka, Helena pa je nesporno najuspešnejša slovenska pevka z več kot 2 milijonoma prodanih plošč
doma in v tujini. Poleg vseh rekordno razprodanih dvoran je kot prva slovenska glasbenica razprodala tudi Stožice. Leto 2025 je torej zaznamovano zanjo izjemnim jubilejem, 40-letnico njene bogate, uspešne kariere. Dame in gospodje, naj vaš aplavz izrazi iskreno dobrodošlico slovenski glasbeni divi in ikoni Heleni Blagne in jo pospremi na oder. Helena Blagne. Hvala lepa, Branko. Hvala lepa. Ena lepa skladba sledi, ki govori, pravzaprav je namenjena najvišji obliki ljubezni, jaz vedno povem, ker to razume vsak starš. Ti boš vedno prvi. Spet se je poslovil dan, kakor lahek pajčola, je nad mesto padel mrak, da se sliši vsak korak in me znova zgrabi strah, da greš od doma. Dala sem ti, kar imam, več od tega jaz ne znam. Lahko bila bi nebo, s tabo je tako lepo in zato ne vem zakaj bi šel od doma. Ni dejane besede, ki izbrisala bi, kar je med nama. Ti boš zame tu vedno prvi. Ti si vse, kar je ostalo od sveta. Če ti bo hudo, takrat se vrni. Tu te čaka tvoja varna postelja. Ti boš zame tu vedno prvi. Naj bo dan, naj bo noč, vedno bova tu mi dva. Še ko mene več ne bo, ko postala bom nebo, ti boš vedno prvi. Ni me sram, da ti priznam, ti si največ, kar imam, skupaj lepši je ta svet. Vreden je živeti in zato ne vem zakaj bi šel od doma. Naj te objamem močno v pozdrav in za slovo, za vse med nama. Ti boš zame tu vedno prvi. Ti si vse, kar je ostalo od sveta. Če ti bo hudo, takrat se vrni. Tu te čaka tvoja varna postelja. Ti boš zame tu vedno prvi. Naj bo dan, naj bo noč, vedno bova tu mi dva. Še ko mene več ne bo, ko postala bom nebo, ti boš vedno prvi. Še ko mene več ne bo, ko postala bom nebo, ti boš vedno prvi. Ste nagrajenec v občinskem prazniku občine Kranjska Gora, ste legenda, številne obrazložitve, gorski reševalec, krvodajalec, alpinist,
Tekač, katera izmed teh vam je najljubša? Ja, gorski tek, to sem pa začel že leta 82. Spoznal sem ta gorski tek v Italiji, ki smo me povabili na eno tekmovanje in potem sem pa svoje prijatelje in povabil na ta tekmovanje in sem začel. Sem pa tudi ljubitelj hribov in to meni pač ta hribi res pomiruje in navdušuje nasploh. In kot ste že omenili, že vse od 13. leta naprej. Ja, mislim, prvi šport mi je bil tek na smučeh, ker ta občina Kranjska Gora pa bivša občina Senice je pa samo športi skoki, tek na smučeh in alpsko smučanje. In koliko časa ste že gorski reševalec? Gorski reševalec sem pa že preko 40 let, od leta 82. Katero od teh dejavnosti bi pa rekli, da vam je najljubša, najbolj pri srcu, da ste morda najbolj ponosni na njo, če tako vprašam? Bi rekel gorski reševalec in gorski tekač. Pa vse našteto zdaj še vedno deluje, če tako rečem, v vseh teh dejavnostih ste še prisotni, ste še zraven? Ja, gorski tek še zmeraj ukvarjam, večji del tekmujem te trele po tujini, po Italiji in po Sloveniji in praktično ne morem nehati, ker je telo tako navajen in brez športa sploh ne morem živeti. Kam bi nas zdaj le poslali, če rečemo nekam nas pošljite na en planinski izlet, kam naj gremo? Jaz bi rekel, kam v dolino Tamar ali pa kam Julijske Alpe, tam, ki so bolj brez potja, Martuljska skupina, kaj taka. In kaj vam današnje priznanje pomeni? Ja, veliko, res sem počaščen, da se mi to priznanje res dalo. Sploh pa sem bil presenečen, ker sploh nisem pričakoval kaj takega. Iskrene čestitke. Ja, najlepša hvala vam. Zelo sem počaščena, res pa je, da zgolj priznanje, mislim, je res velik dogodek, po drugi strani pa se mi zdi, da je še pomembneje to, da sem tukaj v krogu mnogih sodelavcev in ti se mi zdi so največja vrednota v teh časih. To se pravi sodelavci, prostovoljci pri društvu, ki s srčnostjo delujejo in naredijo marsikaj, da imamo kulturo v naših krajih. Kaj pravzaprav najraje delate oziroma o vsem tem, kar vam je bilo obrazloženo nocoj na tej prireditvi? Veliko stvari rada počnem, bila sem razredna učiteljica, to pomeni, da me vsako uro preplavlja druga tema in na vsezadnje lahko rečem, da me zelo veliko stvari zanima. Predvsem se pa zavzemam za to, da bi stvari iz preteklosti našega kraja ohranjali, da bi vedeli sploh zanje, ker so bile neverjetne osebnosti v preteklosti kraja, pa dogodki, način življenja, ki bi bil prava vrednota tudi v današnjih časih. S tem ne mislim, da danes življenje ni zanimivo. Nasprotno, okrog mene opažam ogromno ljudi, ki so neverjetni, ki jih občudujem in zato tudi sem bila zelo zadovoljna, da smo v kulturnem domu lahko te ljudi predstavili. To so bili recimo olimpijci, to so bili literati, slikarji in tako naprej v preteklosti in mislim, da je res to pravi način, da so na odru domačini oziroma gostje, da je oder živ in da se med seboj povezujemo. No, te kulturne pa imate pravzaprav gene, ste dejali prej na odru. Ja, moj oče je bil slavist, zelo srčen, kulturni delavec tudi
Prav v zadnjem času je išla monografija o Francu Saleškem Finžgarju, kjer je tudi opisano, kako se je zavzemal za to, da imamo dan danes Finžgarjevo rojstno hišo urejeno v muzej. On se je za to zelo, zelo zavzemal. Tako da je veliko takrat v tistem času naredil. Sodeloval je tudi nekaj časa pri kulturnem društvu, pa pri drugih društvih v kraju. Predvsem je pa veliko pisal in ohranjal mnoge take kulturne dogodke in opozarjal na nje. Ja. Jutri zjutraj greste spet na telovadbo? To pa, vsako jutro najprej na trg, pa na telovadbo. S tem se dan začne. Iskrene čestitke in vam bo ta zlati grb v ponos. Hvala lepa. Najprej seveda smo zelo ponosni lahko, da letos praznujemo 30 let samostojnosti naše občine. To se mi zdi zelo pomembno, ker na ta način lahko dejansko sami vplivamo na urejanje našega kraja. Vpeti smo najbolj v to dogajanje, tudi najbolj poznamo, tako da to se mi zdi zelo pomembna. Ta odločitev za samostojno občino je bila res pravilna, ker se je Kranjska Gora v teh 30 letih razvila v res moderno občino z urejeno komunalno infrastrukturo, s kakovostnimi družbenimi storitvami. Tako da vsem občanom pa seveda ob našem prazniku želim res iskrene čestitke in vse dobro. Letos so nagrajenci 3. Tako je. Kot vsako leto za občinski praznik pač podelimo nazive in priznanja najbolj, bom rekla, zaslužnim. Tokrat imamo 3 nagrajence. Gospa Metka Kern Trček je dobila zlati grb občine Kranjska Gora za prispevek na kulturnem področju. Priznanja občine Kranjska Gora pa sta dobila gospa Klavdija Gombot za njeno udejstvovanje na turističnem področju in seveda gospod Franci Teraš za njegov, bom rekla, športni duh, gorski tekač, res vsestranski športnik. Jutri nas čaka še en zanimiv dogodek, namreč srečate se z občankami in občani, ki so že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Tudi to je, bom rekla, stalna praksa. Ob občinskem prazniku pač se srečamo z občani, ki v letošnjem letu praznujejo 90 let. Letos imamo 20, bom rekla, slavljencev in jutri jih povabimo na kosilo. Odzvalo se jih je 10, tako da jih z veseljem pričakujem in se bom z veseljem z njimi podružila. Številni dogodki so se že zvrstili, nekaj se jih še bo jutri ob samem občinskem prazniku. Eden izmed teh pa je prav gotovo zelo pomemben, položitev venca ob Jakobu Aljažu na Dovjem. Tako je. Tudi položitev venca vedno opravimo pred občinskim praznikom in tudi letos smo ga skupaj z planinskim društvom Dovje Mojstrana. Letos je naša obletnica 30-letnica občine in istočasno praznujemo tudi 130-letnico postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava in poleg tega v juliju smo praznovali oziroma obeležili 180-letnico rojstva Jakoba Aljaža. Moram reči, da on je lahko vzor nam vsem v skrbi za kulturo, za dediščino, za naravo, skratka velik domoljub. In ne nazadnje se je začela sedaj marketinška kampanja v turizmu Kranjska Gora in kakšna je ta? Tako je. Naš turizem Kranjska Gora je letos pripravil kampanjo in sicer z sloganom Dobrodošli, uživajte, spoštujte. Tako kot sem danes v nagovoru tudi povedala, naši kraji so zelo zanimivi in seveda mi kot občani morda na naše kraje gledamo drugače, ne samo kot lastniki, ampak kot skrbniki našega okolja in zato smo veseli vseh obiskovalcev, turistov, ampak želimo si, da naši obiskovalci spoštujejo naše okolje, naše ljudi in slogan naše oziroma kampanje Turizma Kranjska Gora je Dobrodošli, uživajte, spoštujte. Iskrene čestitke ob občinskem prazniku občanom, občankam, občinski upravi in seveda tudi vam, županja. Najlepša hvala. Letos mineva 40 let od vaše samostojne kariere, vse skupaj pa se je začelo na prvem glasu Gorenjske v Čufarjevem gledališču na Jesenicah. Ja, to že vrabci čivkajo, ja, na Gorenjskem sem začela, ja. 40 let, v bistvu že več. Ja, kaj hočemo, čas gre naprej,
Lepa kariera je, pravzaprav lepo kariero sem naredila, zadovoljna sem, da po tolikih letih še vedno je globok bazen publike in to je veliko zadovoljstvo za umetnika. Prodala ste kar 3 milijone plošč in malo ste se pošalili na odru, nas je pa komaj 2 milijona. Kako to? Prodala sem 2,5 milijona plošč doma in v tujini. Ja, doma in v tujini. Jaz sem veliko gostovala, izdala tudi v Nemčiji ploščo, po Jugoslaviji, tako da 2,5 milijona plošč. No, vaša 40-letnica je sedaj vaša samostojna pot in pa številni koncerti, ki jih imate ob tej častitljivi obletnici. Ja, pravzaprav srednji koncert so bile Križanke. Ljubljanske Križanke, ikonično prizorišče. Zdaj pa seveda koncertna turneja, ki traja čez vse poletje, se prevesi v zimo in v naslednje leto, se pravi 2 sezoni, ker Slovenija je majhno prizorišče, majhno tržišče in je treba zelo modro pravzaprav delovati. Če bi se ozrla 40 let nazaj, kateri koncert ali pa festival Morja in sonca se vam je zdel najljubši, da ste najbolj uživali, da je bila najbolj odlična publika? Vsak zase je bil dober, posebej če zmagaš. Na velikih sem zmagala, od Splita, Makedonije, Melodije, Morja in sonca in tako naprej. Publika je pa povsod dobra, veste, če se ti trudiš. Če se glasbenik, nastopajoči trudi, da da od sebe najbolje, kar zna in ve, publika to zna nagraditi. Tako da prav je tako. In kje bo sedaj prvi koncert? Prvi koncert je pa naslednji teden, imam 3 koncerte, Kobarid, Bled, v Zaki in pa Radenska noč, se pravi v Radencih. Katera pesem od vseh teh, ki ste jih peli, oziroma tudi vaša Nabuka je res čudovita, s katero ste ogrela nocoj vso publiko, ki je bila tukaj pred cerkvijo v Kranjski Gori, vam je najljubša? Veliko lepih pesmi se je nabralo, veliko, predvsem baladne so mi pri srcu, ker jaz sem baladni interpret, ampak bi lahko rekla, da sama sem napisala tekst za skladbo Moj dom in skoraj da prednjači skladba Moj dom. Čeprav je veliko lepih, ti boš vedno prvi, težko se odločim, zelo težko. Moj bambino. Ja, naj nihče me ne zbudi, zelo veliko lepih skladb se je nabralo. Pela pa ste tudi s svojim bratom. Tudi, ja. Srebrna reka. Ja, lepa skladba, tudi govori pravzaprav o... Srebrna reka je bila reka Sava, ker sva res takrat, tam sva gor rasla, mi rečemo na Gorenjskem. Tako da ja, seveda, ampak on se je odločil potem, da bo one man band in tudi uspešno dela in seveda, tako da ja, kariero delati, večjo kariero, to ni lahko, ja. Terja celega človeka.